kurac moraš dati, moraš počakati. Zdaj lepo govori, Sandro, veš. Ja, zdaj snemam. Ja, zdaj snemamo oboji. Evo, Dunja, zdaj si zaradi tebe sem šel čez rumen semafor, baba. Reduce speed, kaj pomeni, da moraš dati gas? Vozi po napačni strani, evo. No, zdaj pokaži, ko se daš žmigoc, še meni pokaži. Si videl? Ama si zdaj ti ratalo žmigoc. Ki ponovadi da brisalce, kada da žmigoc. Zdaj je bila prav taka prilika. Zdaj boš videl, kako se gre pred Avstralca. Sandro. Sandro nas je pripeljal tle v eni naravni rezervat. Zdaj gremo proti Modremu gorovju in se vmes malo ustavljamo in ogledujemo. Tle je razgled na Sydney, malo smoga. Malo tipične njihove pokrajine. Predvsej zim zelenega imajo. Današnji izlet je v Modro gorovje, narodni park. Wentworth Falls. Zdaj smo pa na Jamieson razgledu. No, celo to gorovje in te stvari so narejene na ta način, da so reke v pradavnini izdolble. Te so teske, kanjone in ostali so taki klifi iz te trše kamenine. To je visoko približno 300 metrov. Kot malo večji črni kalj, kot malo večja bažanija. Je pa trša kamenina, tako da bomo nekje tudi slabove videli. Če tam dol, tam gremo čez reko in dol. Zdaj se bližamo te pravi točki. Še malo pa bomo tudi mi bushwalkeri. Ti je prišel do une skale. Mi ne pomenim kurc. Bomo spali, da smo se Evo, tlele bomo hodili. Plezarli sredi te stene. Grozno in strašno bo. Evo, zdaj smo šli mimo mesta Sandrovega vzdiha. Sicer nismo živo posneli kot na Norveškem, ne. Breda glej. Aha. Sandrova ljubica zavezuje čevlje, da bo imela višen korak. Mi gremo skozi pravo goščavo evkaliptusa in raznih rastlin. Ponucaj malo filma za to rastlino. Vedno bolj divje postaja. Od burje skriven, če ne evkaliptus. Daj no, Mile. Kaj ti je odzade? Ne gledam. Daj no. Lepa dolinca. Evo, zdaj pa tle naši bušmani prihajajo. Skalo, ovo naprej. A Breda si ne da mjera. Mini slab, pa naprej. Hodimo po tej poti, ki je naš prijatelj Charles Darwin hodil tukaj in iskal druge oblike življenja oziroma razvojno piramido. No, zdaj smo ponovni točki, kjer smo videli prej turiste, čez iti. Imajo vse lepo narejeno, nima problema. In tle na robu se začne to ogromno slapišče do dna doline.
Ni v enem kosu, ampak po pobočju. Voda do vode. Vse se blešči v vodi. Na drugi strani pa scene. Evo v kakšnih planinah hodi Sandro, a? Kdo bi si mislil? A na Slavni ga ne spraviš? Ja, smo na hudem kraju. In kjer je ta pot dol? A, tle se ne bomo mantrali. In potle dol je peklenska črnina. Plezalec Sandro. No. Tle pa probajmo prikazati tole, tam ni osončeno, kam to pada, par 100 metrov globoko. In se tle razbije in je malo slapišča, in pa spet tle po teh kaskadah, in potem prije tle do roba in pade dol par 100 metrov globje v tisto jezero. No, zdaj vidimo, kako so te reke naredile te soteske in te prepadne stene v pradavnini. In tako je tukaj v tem modrem gorovju, zraven Sydneyja, 60 km od Sydneyja, so dve take globoke doline na isti način narejene. O, ki lepa bela kamnina. In rumena, neke vrste granito. O, Ljuba je prišla, sem je šel iskat. Ja, se si tudi zginil. Druga strani hriba. Dunino razgledišče. Ja. In Fletcher je tle enkrat bil. Fletcherca. Posnel do tle. Zdaj pa gre ta žival še naprej. In tam je tisti rob, ki pada pa še 100 metrov dol v jezero. Vidim. Tle pa v enem plamenu pada dol. V džunglo. To je pa deževni Pragos, vidiš, ki stalno curlja, kaplja. V kakšnih katakombah mi moramo hoditi. Temačnih. Najlepša točka. No, zgornji del slapov. Gremo dalje. Kako lepo cvetje vse posod. Kot v deževnem pragozdu. Druga vrsta. Veliki naravni napušč. Evo naših. Zdaj ga pa imamo končno v celoti. Ker smo prej samo slotili. Prvi padec slapa, pomal teče, prodišče, slapišče in zadnja stopna. V 3 skokih. In če bi to seštel, je tale slap med brati, možno tudi 300 metrov. No, zdaj pride. To ti je pravo razgledišče. Pa še drugi uživa to, ja. Tu pa zdaj res vidiš. Potem nas pa čaka vzpon
gor teh par metrov, ker za nas to ni nič. A kleše? To, fantje moji, to je samo evkaliptus. Eukaliptus, zapevam eukaliptus, Milane. Evka. Tle dol pa nismo šli, pa nič hudega. Tarzan, se vidi, da je deževni pragost. Le gor smo pa bili. In zdaj se poslavljamo od tega kraja. Tudi ko imaš ti, da vse nas skupaj. Dovolj bo. Je tebe upisno. No, pa še te rožice. Zdaj imam kompletno zbirko. To so bili Wentwortovi slapovi. Adio. Tipična vegetacija, vidiš. Vrsta rododendroma, nima kaj drugega biti. Na čistem, živem granitu. Ker so listi isti, samo da je mičkeno vse. Kod nas je to večje. Ja. Cvetoča podvrsta akacije, ne? Doma neki klematirij, kako se imenuje, pa ima tako na vejcah. To ima pa izkežiš deble zraščeno. Tega imajo oni kot plevela. Ja, eno sorto posebno. Ja, žalujko. Sandro nas je pripeljal na kosilo v cvetlično mesto. V cvetlično mesto, to je pa naša makina Toyota z volanom na napačni strani. In pravijo, da je tako, ker imate izkušnje kot v Ameriki, so te kučice, ne? Take nizke. Lepa dolinca, razgledna. A tam so tudi na uni strani, kako je živ. No, to je to famozno, kaj pravi, da treba videti. Na te špičke bi bilo dobro jeti, a? Dunja. Ja, boš plezal. Ja. Pa še eno ljubko cvetje, da posnamem. Tako živopisno je ta cajt. Ogromen evkaliptus je na tem razgledišču, tak res lep. Cel svet je tle. In verjetno je to prava točka, ker je toliko Japoncev in Kitajčko. Evo dol, mater jih je. Kaj dela riž? Mi jemo pašto, pa nas je malo. Tako na razstavi, ko so lušna mladina. Evo turiste, kam vse je pot speljana. Na to spodjeden hrib. Na te prvo sestro. Pa druga sestra. Pa tretja sestrična. To vse leži nad naravnim parkom v Modrem gorovju. Modro je pa zaradi evkaliptusa. Nad Jamison dolino Valley. Rdečko stažarijo skale v večernem soncu. Ura je 3, pasana in moramo vedeti, da je tle zima. 5 je že tema.
Da so pa ogromni prepadi vse okrog nas. Treba prav previden biti. Za tiste, ki so vrtoglavi, je hudo. Ne, 3 dana smo to 3 dana smo ovdje, ćemo biti mjesec dana. Okay. Moramo malo da idemo na sever. Kod nas idemo na hlad, tu idemo na toplo. Evo, smo srečali prave Avstralce iz Sidneja. Ja rekel, bom ti ga ja rekel. Ja rekel, žumberački Avstralijanac. No, to smo na tej dolini, ki kaže, kako se je razvijalo od pradavnine. No, recimo, če pogledamo tam, tiste vrhove so bazaltni. Potem to svetlo spodaj so sloji peščenjaka. In dol v dolini je pa že morski nanosi. Evo, smo še na eni razgledni točki od Blue Mountainsa. Kaj vidiš, Breda? Povedala, kako se kliče to dunja. Vidiš kaj več? Modro hribovje. In tlele. Ja, en ogromen slap je tle. Ogromen. Govec so slap v njegov spomin in pada v dno te doline. In se razbija dol po skalah. Preko stene, začetek. Konec. No, to so sledi časa, plasti časa. In to je cela ta okolica Modrega gorovja je na ta način razjedena in narejena. S tem končujemo ogled in se vračamo v Sidnej. Kako imajo pa ta lepa drevesa, ne? Kako se reče? Kako se kličejo ta drevesa, Milan? Eukaliptus. Joj, poglej koliko je eukaliptusa imajo tle. Globoko dihaj. Ja, bem ti, kako lepo se diha tle. Eukaliptus! Danes nas vozi Sandro iz... In nisem užgal niti enkrat žmigal, da je Bresovce. Iz Sidneja. Svina, ko mora samo 110 voziti. Šli smo mimo Newcastla. Ja, to je spomin na Srečko, da Srečko tle se ne gre 200 na uro. Zdaj se bližamo Port Macquarie, ali kaj nekaj takega. Macquarie, ja. Macquarie. Smo pasali Newcastle. En caso de Newcastle. Evo, lega, pogleda korajžneža, kako... Evo, ta dirkač pred nami vozi 103 na uro in ga nikakor ne ulovimo. Ne gre, ne gre. Prav se vozimo ob obali. To so pa njihova bivališča, ne vikendice, da ne bo kdo kaj napačno mislil. Edino brez rokavnik bi se jaz vzal. Kaj, ga imaš ti mogoče zunaj? Malo pred Port Macquariem smo se ustavili Billabong Koala parku. Malo je oblačno, drugače je pa prijetna vožnja. Drvimo kakšenkrat celo 110 na uro. Uživaš, Breda. Je luška, ne? Ja, luška je. Kakšen puh, ja. Ja. Obrni se, Breda. Breda, obrni se. Čakaj, še stoji. Veži z roko. Jebi ga, lih roko sem prišel. Tam je samička. Ko kačeš, ne?
spijo na drevesih in jejo. Tista tudi dol pleže, glej. A ja? Lepa tista. Tudi dol. Ja, jaz bi mladička rad videl. Jaz sem ga slikala, hvala. Mička in zgornji del glave. Vseh meni zdaj. Stoj mi pri miru, ki imam kratek čas. Ok, perfektno. Ti je prišlo? No, zdaj pa še tista tako obrni. Radika lepa. Ne, makro. Živijo koalica, kje si? O, ok. Jejo, cel dan jejo. Skoraj jih ne vidijo, že ne bi jedli. Ta je. No, v tej vrečki ima pa hvala mladička. Noter. Ta je mamica. Ta bi pa rad k nam prišel, pa ne more. Samo ne upam. Da ne upaš prijet? Ne. Ker ne veš, kako reagira. Pridi sem, no. Veš, kaj diši po evkalipt? Ne bom. No, moja tle zraven avtoceste, v takem lepem parku. Ja, vidim ptico. Poglej, pa približe. Vidim ptico. Vidim ptico. Ko me opaziš, sredi teh lokven. Kuku. Boš kaj rekla? No, tle bomo videli pa kenguručke. Gvinejski morski prašički. Čisti albinček je. Ta z rdečimi očkami. Me uvahuje, lega, podgano. Lepi. Lep živalski vrt. Kako se lepo pravi. Kuku. Pedi proti njemu. Jaz se en zalaufam v napačno smer, bi rada, da bi šel nič. Lepo praski se. Vreča bolh. Ne, pedi proti njemu. Ne, te lahko. Otroci predajali je. Ja, ne problem. Še. Tako efektni so, ne, ko si z repom pomagajo. Kaj je ti miš mali? Vidiš mene? Pedi proti njemu, pobožaj ga. Vse ne jejo ljudi, ampak travo. Aha, bo kaj breda, bo. Še dobro, da te čaka. Grozno je bilo tukaj naprej. So tle koale in kenguruji. Pa ne pred mano. Ja,
Pa pol malo bolj divje naredi. Nekomu to pogleda. Ma ne zna drugače. Ne vem, kdo se koga boji. Eto, to. Še tako. Teci za njim pa ga preplaši. Da malo pokaže, hoja, tako. Super, lej, to ti je žival, kako gre lepo. Naj zasluži denar. Smo plačali. Serijsko ena podgana, povečati. Zdaj pa dal koruzico, pa mu lahko Čičeriko. Ja. Pa je dobro. Kaj je? Hrana je prišla. Pejte preč, da bojo šli jest. Bolj nizko se daj. Kaj če ti skoči? Opa, nizko, da lahko je. Bolje se sem doj. Iz roke ti je, skoraj tako kot Sandro. Ja. Mene boš Bolje tudi se sem. slikal, Milan, ko mi je. Ti je za lepa slika, ta je pa res lepa. Je pa čist drugačen. Ta je malo manjši, ima daljši rep proti proporcijam telesa, tudi vrečar, kot koala. Glej Milan, kako laufa ta, poglej. To je pa gospod Noj. O, kako bistro gledaš. To močno useka s temi kremplji. Ne skrempli, tudi In s s klunom. klunom. Ja. No, to je bil glas Noja. Krok, krok, krok. Kot da bi po bobnu tolku. Ja. Nimam jaz koruze za tebe, nimam. No, zdaj šel spet na svoj kotiček. Prej pa fehtal hrano, je bil čisto blizu nas. Spet čikoala. Majhni narodni medvedki. Hvala, ne. Breda pravi, da so to lepi paraziti. Velikanski. Jemljajo sok rastlinom. Pedi tam, da te vidim velikost parazita in tebe. Ti morajo roki. Ja, evo. Ogromno. Pa spet gospodje Noji. Avstralska sova. Živi po celem teritoriju njihovem. Opa. Lepi papagaj avstralski. Posebno živopisani. Ja, se mi poziraš, ja. Kaj pa repek imaš tudi? Repek. Pokaži repek. Kakšen dolg repek imaš. Si se lep. Žival pragozda. Evo, pa mi je šla v pragozd. Čudovit. Rožnati. Je lep pragozd in zraven palma. Račica. Pije. Čudovit pav se sprehaja mimo nas. Boš kaj rekla ti, papiga? Boš kaj? Ja. Bel pav, to pa še nisem videl, belega pava. Evo ga, kakšen je. Sama eksotika. Pa še drugi njegovi kolegi tam.
So pa navadni, pa drugačni, pa šekasti. No, pa je konec ogleda parka ob avtocesti med temi evkaliptusti lepimi. Lepa drevesa so evkaliptus, visoka, gladko deblo. No, prispeli smo v Port Macquarie. Že se dela večer, ura se bliža 5. uri. Lepo urejeno vse tole. Mi bomo pa tle zgoraj spali. Zavese so pošpricane. Aha, bomo imeli pa lepo. Panica, cela kuhinca tlele. Za vso opremo, televizijo, klimo in mikrovalovno. Zakleno vrata? To vidiš, je to naselje teh barak v večernem soncu obsijano. Ob morju, ob Tasmanovem morju. Kakšne barve. Ena najstarejših cerkev v tem predelu. Iz leta 1830. Evo, med palmami in anglikanska cerkev. Kako čudno je, ni v Angliji. Evo, pa smo v obali. Zadnji žarki sonca. Evo, kako je čudovito. Sončni zahod v živo ob tem morju lepemu. Ja. Kakšni lepi valovčki. To je vojaški spomenik iz Prve svetovne vojne, ko so se borili na strani zaveznikov. Vidiš tukaj, ne? Je ta letnica. Sončni zahodek je zginil. Pa. Še malo barv in konec bo dneva. Ptički lete okoli, jih vidite. Tukaj vidimo razbijalsko moč južnega Tasmanskega morja oziroma Tihega oceana. Toliko je, da ladje ven ne upajo jeti v to morje. Valovi, razbija. Surfarje, skoraj raj za surfarje tlele. No, kaj je moč morja. Turisti hodijo to občudovati. Moč morja. Moč Atlantika ali Pacifika, to bomo rekli, ja. Kakšen šum. Aha. Tam čez nas bo vodila pa jutrišnja pot. Čez to gorovje ob obali. Lepo bo in razgledno. 15 metrov. Bomo se skalatov 4-5 metrov na rukne. Glej, kako jih pokrije. Glej. Ne hočeš tu? Še en motiv iz Port Macquarie ob sončnem zahodu. Port
Macquarie. 1821. leta je ustanovljeno to mesto. Lepo turistično mesto. Zjutraj smo se zbudili, šef je rekel, da je bilo 1,5 stopinje po noči. Lepo urejeno, lepo vse v cvetju. Včeraj smo zvečer posneli obalo, danes pa nadaljujemo pot ob Tihem oceanu naprej. Smo na istem kraju kot včeraj, edino zgodnje jutro, zgodnje zimsko jutro. To so taka razgledišča, ki štrlijo v Pacifik. Toliko razburkano, da kar meglice štrlijo od vsega skupaj, od teh valov, ki se razbijajo ob obali. Res lepo je to mestece, še posebno ta lega ob obali. Če bo sreča, bomo danes videli še kite na enem takem rtiču. Vse ob taki obali bomo potovali proti Brisbaneu. Predvsej je takih zalivov, tokov rek, takoj v ozadju celine so gorovja in za temi gorovji se deževje ustavi in je puščava 5000 km puščava. Tipično njihovo naselje, lepo urejeno. Turistično. Travica. Eksotično. Elektrika je pa, ko Bog pomagi. Un amore così grande. Ali je to bila kamelija? Zdaj gremo pa na eno lepo točko, najbolj izpostavljeno točko. Majhen svetilniček, lepo izpostavljen. Od tukaj se res lepo pogleda. In tam čez, 10 000 km čez je pa Amerika. Polinezija, vmes pa Polinezija. In obala ga umiri. Kako se pa tolče smetana, otroci, je rekla Breda. Dunja in Sandra sta zagledala kita.
To je pa ta plaža za surfarje. Surfarski raj, na katerega še celo Američani hodijo. Lepo, ne? Valovi in valovi in valovi.